Spoštovani gostitelj foruma, gospod Alojzij Kastelic, župan občine Trebnje, spoštovani člani organizacijskega ter strateškega odbora foruma, spoštovani letošnji prejemniki oziroma letošnja prejemnika velike nagrade odličnosti in mojstrstva, cenjeni visoki gostje, predstavniki gospodarstva, obrti, podjetništva ter javnega življenja s področja politike, kulture, znanosti in izobraževanja na državni in lokalni ravni, predstavniki medijev, gospe in gospodje. V veliko čast si štejem, da lahko pozdravim letošnji 27. forum odličnosti in mojstrstva v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma našega parlamenta in tudi v svojem osebnem imenu. Dogodki, kot je današnji, kažejo, da se v Sloveniji kot soustvarjalki globalnih trendov lahko razmišlja tudi na tako imenovani periferiji države. Pogled z distance je nemalokrat celo veliko bolj jasen in objektiven, lažje je tudi iskati usmeritve in definirati rešitve. Dosedanji forumi odličnosti in mojstrstva so se v strokovni in tudi drugih javnostih že do sedaj afirmirali z novimi, inovativnimi pristopi in iskanji s ciljem, da bi pripomogli k uspešnejšemu gospodarjenju ter k odličnosti življenja in dela. Iskanja so bila vedno povezana tudi s tem, kako naše življenje narediti polnejše, kako ga izboljšati. K temu lahko vsekakor veliko pripomore simbioza sodobnih tehnologij in družbe, kar je tudi vodilna tema letošnjega foruma. Organizatorjem letošnjega foruma čestitam za izbiro vsebine. Tematika je izjemno pomembna, saj tehnološko zaostajanje naše države že ogroža gospodarsko in družbeno blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij. Tehnološko Slovenija zaostaja za Evropo za 16 let. Tehnološki napredek pa kompenziramo z delovno intenziviteto. A s takim tempom bomo težko naredili naše gospodarstvo bolj produktivno in konkurenčno na globalnem nivoju. V perspektivi imamo na tak način le dve možnosti. Delavec bo moral postati do 3-krat bolj produktiven, ali pa bo moral znati upravljati stroj, ki bo opravil 3-krat več dela. Slovenija, na primer, na področju robotizacije z razvitimi državami zaostaja za 10 let. To postaja vse večji problem, saj je avtomatizacija procesov v današnjem globalnem svetu nujna za doseganje mednarodne konkurenčnosti. Zahteve odjemalcev, ki so pred desetletjem veljale za serijsko proizvodnjo, so v vmesnem času prišle na srednjo serijsko proizvodnjo, danes pa se vse bolj pojavljajo tudi v butičnih izdelkih, saj so zahteve trga velike. Niti kakovost in hitrost izdelave, niti cene proizvodov se ne morejo primerjati, ko v procese vključimo najnovejše tehnologije. Prehod v družbo znanja tudi ni mogoč brez sodobne opreme, s pomočjo katere bi znanje lahko kar najbolje izkoristili. Nimamo osmišljenih transferjev tehnologije v obrt in podjetništvo, na kar nas opozarja tudi organizacija OECD. Po drugi strani gospodarstvo obremenjujejo velike anomalije v izobraževalnem sistemu. Sistem se bo preprosto moral prestrukturirati. Zavedati se moramo realnosti. Naše gospodarstvo potrebuje znanje, veščine in spretnosti. Naš šolski sistem proizvaja kakovosten kader, vendar bolj za svetovni trg, kot pa za naša podjetja. Slovenija mora postaviti strategijo in koncept aktivne stimulacije avtomatizacije in robotizacije industrije ter integracije pametnih tehnologij v obstoječe procese. Za zagotavljanje primernega kadra je treba omejiti vpisne izobraževalne programe, ki proizvajajo trajno nezaposljiv kader in omogočiti bistveno več nacionalnih prekvalifikacijskih programov za tehnične stvari, ki bi tistim z izobrazbo omogočili, da bo njihovo znanje konkurenčno v industriji prihodnosti. Zavedati se moramo, da v ozadju vseh razvojnih in proizvodnih procesov stoji izobraževalni sistem, od katerega še posebej na ravni poklicnega izobraževanja v prihodnosti vsi pričakujemo bistveno več. Po drugi strani
So med nami sposobni mladi ljudje, ki na strokovni ravni dosegajo izvrstne rezultate tudi v mednarodnem merilu. Da gre za mlade upe našega bodočega razvoja in blaginje, smo se nedavno lahko prepričali v Državnem svetu. Pred 2 dnevoma smo namreč gostili najodličnejše mlade tekmovalce mednarodnega tekmovanja v poklicnih spretnostih Euroskills 2018, ki je med 26. in 28. septembrom potekalo na Madžarskem pod pokroviteljstvom Madžarskega ministrstva za gospodarstvo in v organizaciji Madžarske trgovinske in industrijske zbornice. Udeležilo se ga je 600 mladih udeležencev iz 28 držav in ti so v 40 večinah dokazovali, da lahko njihova izjemna usposobljenost in talent resnično veliko prispevata k nacionalnim ekonomijam držav, ki jih zastopajo. Naši tekmovalci so se odrezali odlično in izkazali, da je naš izobraževalni sistem na področju poklicnega izobraževanja vendarle dober, da premoremo vrhunske in požrtvovalne mentorje, ter, kar je še posebej razveseljivo, da se pomena raznovrstnih oblik spodbujanja mladih na poti k profesionalni odličnosti in mojstrstvu vse bolj zavedajo tudi naša najpomembnejša podjetja. V Državnem svetu smo počaščeni, da in kadar lahko pripomoremo k promociji pomena znanja, veščin in mojstrstva. S tem poslanstvom smo tudi prevzeli častno pokroviteljstvo nad še enim od odličnih projektov v poosamosvojitveni Sloveniji, projektom Rastoča knjiga, ki je postal ambasador mojstrstva in odličnosti ne le v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem okolju. Spoštovani, živimo in delujemo v izjemno zahtevnih časih. Od nas vseh je odvisno, kako bomo postavili solidne temelje za našo prihodnost. Le-ta nas bo sodila po našem strateškem razmišljanju in konkretnem delovanju. Naša država ni imuna na prihajajoče spremembe na svetovnih trgih. Smo del globalnega gospodarstva in nismo samozadostni. Slovenija je z tega vidika tempirana bomba, ki z zastarelo tehnologijo in nezadostnimi kadrovskimi kapacitetami čaka na novo gospodarsko revolucijo. Zadnji čas je, da se nehamo slepiti, da nas bo ta prehod obšel. Vsaka revolucija je kruta, na nas pa je, ali bomo iz nje išli v ekipi zmagovalcev. Letošnjemu forumu želim veliko inovativnih zamisli, kako bi kot posamezniki in družba v prihodnje lahko delovali bolje. Čestitke obema prejemnikoma velike nagrade odličnosti in mojstrstva. Vsem prisotnim pa želim prijeten strokovni in družabni dogodek. Hvala za besedo. Hvala tudi vam, gospod Košta, predvsem pa tudi za vaš čas in udeležbo. Dovolite, da vas obdržimo na odru, kajti ravno ste omenili tudi prejemnika nagrad in vi boste poleg župana tudi med podeljevalci, lahko tudi cvetje odložite ta čas. Sem si pa zapisala iz vašega govora globalni trendi tudi na periferiji. Dotaknili ste se v bistvu vsega obsegajočo kompleksnost človeškega bivanja in tukaj bi lahko govorili o tem, da si vsi želimo ohraniti svojo bit povezan s človeštvom in pustiti sled. In sled je gospod Gabrielčič pustil. Omenili ste Rastočo knjigo, ki je seveda zrasla prav tukaj s pomočjo in v občini Trebnje. Tako da, kako je z teorijo in potem spraviti v prakso, je tukaj res izjemno dober primer, ki ste ga tudi izpostavili. In res je tako, kot mi je prejela gospa v drugi vrsti pred začetkom prireditve rekla, če želiš, da si nekaj dober, da je nekaj pomembno, je lahko tudi težko. Ampak samo težave so na začetku velike, ne? Potem pa pojenjajo, čeprav vse raste iz malega in potem postane veliko. Tako da, če ste zdaj omenili, da prejemnika, pa je prav, da povabimo tudi župana na oder, gospoda Kastelica, kajti, Luka, zdaj je prišel tisti svečani trenutek. Tako je, čas je, da podelimo letos kar 2 veliki nagradi odličnosti in mojstrstva. Na oder tako vabimo prvega prejemnika velike nagrade in sicer direktorja Tem Čatež, d.d. gospoda Andreja Bajuka. Čestitke.
Imeli smo takole velikana med gospodarstveniki, tudi dobrodelniki, tudi velikega zagovornika družinskih vrednot v podjetju in neumornega optimista, gospoda Andreja Bajuka, ki je, kot sem že tudi omenila, izvršni direktor in solastnik podjetja Tem Čatež, vodilnega proizvajalca električnih stikal in vtičnic. Ja, začetki podjetja, ki ga vodi gospod Andrej, pa segajo v leto 1973, ko je bil za proizvodnjo stikal ustanovljen obrat v sestavi do Elma Ljubljana, zanimivo najprej 7 delavci. In v 2 desetletjih je število strmo naraslo in zgrajena je bila prav nova tovarna. Je pa v podjetje gospod Andrej prišel kot štipendist in to je bilo leta 1990. Do 96. leta je upravljal različne funkcije. Od tehnologa celo potem do komercialnega direktorja. Potem pa je pri komaj, če lahko tako rečem, svojih 30-ih prevzel vodenje potapljajočega podjetja. Kajti v tem obdobju je podjetje naredilo in izgubilo svoj glavni trg v bivši Jugoslaviji, nastopila je kriza poslovanja in od 100 sodelavcev jih je bila tretjina na čakanju. Med njimi je bil tudi sam. Ampak z jasnim ciljem v glavi in sicer, da ohranijo vsa delovna mesta, je gospod Andrej kar prevzel vodenje podjetja. Kot rad poudari, so sodelavci pljunili v roke in z novimi pristopi začeli oživljati tovarno, razvijali nove produkte, uvajali modernejše tehnologije in kmalu so poplačali tudi vse dolgove za nazaj. Danes imajo v Sloveniji vodilno vlogo na trgu stikal in vtičnic. Kar 65% inštalacijskih stikal in vtičnic, lastne blagovne znamke, izvažajo na tuje trge, predvsem v Evropsko unijo, kjer pa so se usmerili prav k specializiranim kupcem. In sodelovanjem njihovih razvojnikov z univerzami in razvojnim centrom orodjarstva Tekos so razvili inovativne proizvode in tudi številne izboljšave. Dodana vrednost se je v zadnjih 3 letih v povprečju povečala za 14% oziroma na 10.000 evrov na zaposlenega. Povprečna rast prodaje je v zadnjem obdobju skoraj 10%. Trenutno je v podjetju 127 zaposlenih. Pred kratkim pa so na Čatežu tudi slavnostno otvorili nove poslovno-skladiščne prostore Tema, ki v grobe morda tako kot zanimivost merijo kar 3400 kvadratnih metrov. 4,4 milijone evrov je visoka investicija, ki pa bo prinesla predvidoma tudi 50 novih delovnih mest. In kot veste, družba izjemno sodeluje tudi z lokalnim okoljem, podpira številne športne aktivnosti, druge dejavnosti in seveda vse tudi podjetja in projekte. Je pa lansko leto gospod Bajuk prejel nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Gospodarske zbornice Slovenije, ki pravijo tudi gospodarski Oskar. In če lahko rečem, to je najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji, letos ga bodo podelili že 50-tič. In gospod Bajuk z vsemi uspehi pri vodenju podjetja in delovanju v širši lokalni skupnosti več kot dokazuje svojo odličnost in mojstrstvo in zato mu polni upanja tudi v njegovo uspešno prihodnost podeljujemo veliko nagrado mojstrstva in odličnosti 2018. Ni kaj dodati, velika nagrada gre v pridne roke. Vam pa se bom pridružil tudi naslednji, lahko kar ostanete na odru, da bo potem nastala tudi skupinska fotografija. To bo seveda vse šlo v arhiv. A ne, Luka, imamo pa tudi naslednjega, ki mu bomo podelili nagrado. Tako imamo letos še eno veliko nagrado in sicer na področju umetnosti. Za odličnost in mojstrstvo na področju kulture prejme veliko nagrado ravnatelj Anton Podbevšek teatra Matjaž Berger. Tako, danes tako počastimo velikana med režiserji, dramaturgi in gledališčniki.
povezovalca različnih kulturnih dejavnosti z gospodarstvom, športom in politiko, uspešnega iskalca najprimernejšega mesta za ugnezditev njegovih predstav med publiko, podjetnika, filozofa in intelektualca Matjaža Bergerja. Matjaž je vedno sredi najzahtevnejših debat. Njegovi vzorniki so filozofi antike, sodobni misleci, dramaturgi in proučevalci razmer, katerih spoznanja najbolj vplivajo na duhovni razvoj in na spreminjanje sveta. Svoje poslanstvo prepoznava v gledališki obliki iskanja odgovorov na temeljna vprašanja sedanjega časa, kot na primer odnos umetnosti do blagovne menjave in vojne. Uživa zaupanje tako stroke kot predstavnikov oblasti. Zaupana mu je bila režija najpomembnejših državnih, jubilejnih in kulturnih slovesnosti. Od leta 2006 uresničuje svojo vizijo v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu. Zasnoval ga je kot koprodukcijo vsega, kar teater potrebuje, zato, da naredi dobro predstavo. Na predstavi v kamnolomu Brezovega Loga so bili kooperanti, lokalni gasilci, padalci in drugi negledališčniki. V Klevevžu smo bili v Grajskem Seniku, v dvorani smo gledalci sedeli na odru, v skladišču zelišč smo gledali fizike in lepo je dišalo po kamilicah. Na Kongresnem trgu v Ljubljani so nam pevke Karmina Slovenika pele na oknih Filharmonije in Univerze. Kam nas bo povabil prihodnje, še ni znano. Sledimo vedno večja množica Dolencev, Ljubljančanov, obiskovalcev iz Zagreba in samo vprašanje časa je, kdaj bodo prišli tudi oddaljnejši, saj teater nenehno gostuje na najprestižnejših odrih in širi turistični imidž svojega stacionarnega okolja. Letošnja Korčula se je slišala do Novega mesta, da Bremna in Budve sploh ne omenjamo. Pomembno nalogo opravljata teater in Berger v vzgoji in izobraževanju v umetnosti, gledališču in epistemioloških programih, ker odpirata priložnost zaposlovanja za vse in ker je teater povezan z vsemi temeljnimi slovenskimi umetniškimi in kulturnimi institucijami. Svojo vizijo Anton Podbevšek teater širi in bogati. V prihodnosti naj bi postal vizualni inštitut sodobne teorije ter uprizoritvene prakse, ki bo deloval kot galerija, soareja, organizator simpozijev, art kino in uvajalec drugih epistemioloških programov. Matjaž Berger se v svoji osebni viziji vidi tudi kot pisatelj in filmski ustvarjalec. Izdal je že 2 knjigi in je avtor številnih člankov o sodobnem gledališču in njegovih svetovnih trendih. V filmskem ustvarjanju je njegov debi dokumentarni film Optimisti. Je želen predavatelj v pedagoškem procesu, pomembnih klubih in v sredinah, kjer si prizadevajo razumevati sodobne probleme družbe in jih v gledališčih posredovati svetu. Prejel je Trdinovo nagrado ter nagrado za avtorski uprizoritveni diskurs. Matjaž Berger z uspehi pri delu dokazuje svoje mojstrstvo in mu zato, polni upanja tudi v njegovo uspešno prihodnost, podeljujemo veliko nagrado mojstrstva in odličnosti leta 2018. Ljudstvom in narodom je v obstoju samobitne kulture. Gospod Berger, hvala lepa, da pripomorete k temu, da Slovenci nismo le ljudstvo, ampak tudi narod. Glede na to, da imamo oba nagrajenca tukaj, naj nastane še skupinski posnetek. Ki se ga bomo čez 27 let znova spominjali, seveda, že tudi prej. Hvala lepa in še enkrat globok poklon, iskrene čestitke tudi vama, podeljevalcema. Lahko dodamo, da je stremljenje k odličnosti, strast, pogum, zaljubljenost v delo, razvoj oziroma usvajanje novih znanj in veščin, to je nekaj vodil uspešnih na poti odličnosti in mojstrstva.